Spoštovani dragi gledalci, dragi verni in neverni, dragi iskalci resnice, ponovno smo v naši oddaji Na robu znanega in drugič gostimo gospoda Antona Komata, bi rekli najbolj znani obraz okoljevarstvenika v Sloveniji. Kot smo že v prvi oddaji videli, resnično veliko dušo, Mahatma, kakor pravijo Indijci, ki se vse spušča, vsa vprašanja, ki ga zanimajo in jih resnično strokovno predela. Tako da danes bomo govorili o genetskem inženiringu in nevarnostih, ki so s tem inženiringom, genskim inženiringom povezane. Pri tem se včasih vprašajo nekateri, zakaj imate vi te oddaje. Torej ne moremo imeti samo rožni venec ali pa svete maše, ampak gre tudi za kvaliteto našega življenja, gre v teh oddajah tudi za resnico in da si tudi, da si nekje prikrajšamo trpljenje in bolezen in druge težave z resnicami, ki jih objavljamo, da lažje živimo. Torej, spoštovani gospod Anton Komat, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem. Torej, še enkrat se vam zahvaljujem za vaše gostovanje na naši televiziji in danes sva se odločila, da boste nam pojasnil resnice in dogajanja okoli genskega inženiringa oziroma genske tehnologije, ki je zdaj že kar nekaj let v uporabi na vseh področjih človekovega življenja, ker ti to nas najbolj zanima, se pravi od njegove hrane do vseh posegov genske tudi terapije na zdravju. Ampak bi morala začeti nekje v začetku. Bi nam lahko vi povedali, kaj pravzaprav pomeni gen oziroma DNA, DNK, kaj je to? Ja, pa začnimo pri Homeri, bi rekel Prešeren, ne? Torej pri genu. V skladu s to, bi rekel, hipotezo, ki je pol prešla v operativo, torej Mendeleve zakone, je gen dobil značaj neke entitete, nekega nosilca dednosti, neke diskretne enote dednosti. Recimo ocenjevali so, da človeški genom, torej genski zapis, ki obsega nekako ogromno možnih kombinacij. Če bi to vrvico DNK, ker to je dvojna špirala, razvili v neko nit, bi bila ta vrvica iz vsake celici, ker v vsake celici je kopija tega zapisa, bila dolga nekako 3 metre. Torej, to je neka ogromna koncentracija informacije, no in jasno, to informacijo so si predstavljali kot neko diskretno entiteto in so dali tej entiteti ime gen. To je hipotetično bilo nekak dogovor, da je gen enako en protein, torej da en gen vsebuje zapis ali pa kodo za sintezo enega proteina ali pa za kodo za neko lastnost. Zdaj, če vemo, da je teh proteinov v človeškem telesu, vsaj kakor biokemija to prešteje, nekako 250 000, potem bi morali imeti po tej teoriji, po tej centralni genski dogmi, kot se reče, nekako tudi 250 000 genov v vsakem jedru, vsake naše celice. Po drugi strani še ena taka stvar, je torej lastnosti, vsta sijajen spekter lastnosti različnih ali pa značilnosti nekega organizma, človeškega, bilo nekako 300 000, no in tudi tukaj ne štima, kajti projekt Človeški genom, ki je trajal kar skoraj 10 let na celi globalni ravni, torej v tem projektu sodelovalo okrog 200 univerz iz celega sveta. Po
zaključku tega orjaškega dela je bila ta znamenita tiskovna konferenca v Lyonu v Franciji, kjer so genetiki dobesedno zgroženo priznali, da nimamo teh 150.000 genov v našem genskem zapisu, ampak da je ta številka nekje med 20 in 30.000. Torej vidimo, da je ta predpostavka, ki se je rekel centralna genska dogma, in jo je postavil že davnega leta 1957 Crick, to je eden od Nobelovih nagrajencev za razkritje strukture dezoksiribonukleinske kisline. No, to je ta nosilec tega dednega zapisa, da je pač ta dogma padla. Hkrati je pa tisto še drugo veliko presenečenje, torej ne samo število genov, ki se je nekako osredotočal tam nekje med 20 in 30.000 pri človeku, je tudi ta centralna genska dogma, kot sem rekel, en gen, en protein, padla. Torej vidimo, da je bilo še vprašanje, kaj pa ta koda, ki je dejansko kot nek dedni zapis, kot ta zaporedje teh 4 baz, so ugotovili še to, da je to morda 2 do 3% celotnega genskega zapisa, 97–96% vsega genskega zapisa, pa sploh niso vedeli, zakaj je tam. In so ga poimenovali junk DNK oziroma intronska DNK, in to je postala velika uganka, kaj je zdaj to, kako ta genska koda obsega predvidoma, ker ne bi obsegala celoten genom, obsega samo nekaj odstotkov tega genoma. No in jasno, da so potem ugotovili še nekaj drugo stvar, da če mi vemo črke, če poznamo recimo 25 črk, če primerjamo človeško abecedo, če poznamo 25 črk naše abecede, potem od tega poznavanja črk do tega, da je Shakespeare napiše nekega Hamleta, torej rabimo ena ogromna znanja, sintakse, slovnice, da ne govorimo o nekem umetniškem geniju poleg tega. Torej, kaj je zdaj ta večina genskega zapisa, ta junk DNK, kaj dela v jedru? No, tako se je rodila epigenetika, torej popoln nov pogled na biologijo človeka. Jaz mislim, da je to ni samo moje prepričanje, velika večina biologov po celem svetu govori o največji revoluciji v biologiji v zadnjem stoletju. Torej, namesto da bi nekako razvijali biologijo, celularno biologijo ali pa genetiko na tej bazi, na tem fantastičnem odkritju epigenetike, še vedno ždijo na preseženi dogmi, centralni genski dogmi. Jasen rezultat tega je pa to, da so bili te korporacije, te največji investitorji v gensko tehnologijo, so imeli fenomenalne, bi rekel, ambicije, kako bodo oni s svojim denarjem posegli v genom in reprogramirali rastlin, kot tudi živali, jasno, in kot končni cilj se je na obzorju pokazal poseg v genom človeka. Tako nekako sem želel povedati, malo daljši sklop povedanega je bil, ampak zadeva je dosti kompleksna. Upam, da je bilo približno razumljivo povedano. Jaz sem se vedno spraševal in tega nisem znal povezati. Torej, ali je v vsaki genom, ali je v vsaki celici celotni genetski zapis tistega človeka, ali pa je samo delni zapis v eni celici, naprimer, če vzamemo, da je v celici genski zapis v samem jedru noter in potem recimo v kromosomu, kakorkoli je potem ta genski zapis, te beljakovine oziroma te molekule, ali je to celoten zapis ali je to delni zapis celotnega človeškega genoma? To je eno čudežev življenja, kot temu rečemo. Torej, ko pride do oploditve, torej, če gledamo zdaj človeka, spermi in jajčice, vsak ima polovičen zapis, torej, kajti moram drugače reči, torej DNK, dedni zapis neke telesne celice je v bistvu
združeni dve verigi. Veriga od moškega in veriga od ženske. Ne? Torej, temu se reče haploidnost in diploidnost. Vsaka spolna celica je haploidna, torej ima enojni zapis, ko se pa spermi in jajčice združita, potem nastane ta dvojni zapis, ta dvojni double helix, ta špirala DNK, ki se potem iz prve celice, ki nastane po oploditvi, torej iz te zigote, ko se celice delijo, se v vsako celico kopira kompletni zapis. Torej imamo vse celice, ima človek povprečno nekako 50 milijard celic v svojem telesu, torej imamo 50 milijard kopij prvotnega zapisa, ki se je ustvaril z združitvijo spermija in jajčica. Torej, mi pridigarji včasih uporabljamo takšne zanimivosti, da pokažemo veličastno stvarstvo oziroma neke inteligence, ki je od zadaj, in vem, da sem včasih uporabljal v pridigah, da če bi to bilo v knjigo zapisan, ta zapis, ki so kar nekaj let s temi starimi računalniki računali, in mislim, da potem v 2 letih dokončali, ko so prišli novi računalniki, mislim, da leta 2012, sem dal to primerjavo, mislim, drugi svedo sem to primerjavo, da bi, če bi jo zapisali normalno z nekim fontom in v knjigo dali eno normalno knjigo, bi to bilo, če bi bile knjige položene se pravi horizontalno, 15krat do Lune in nazaj, take neke podatke sem imel, če bi to bilo v pisni obliki in v knjigi, da bi bil to takšen zapis, da je 15krat do Lune in nazaj. Torej, zdaj kakorkoli, vsekakor je to ogromno, zdaj, če je res točno tako, kot sem jaz to zasledil, ampak je tu nekaj veličastnega. In hvala vam, da ste zdaj to meni osebno, pa verjetno tudi drugim pojasnil, da je vsake celice en takšen zapis posameznega človeka, ki pa je individualen. Vsak človek oziroma celica ima enkratni zapis, ali ne? Vse celice imajo isto kopijo. Ja, ampak vsak človek, vsako bitje ima pa, tako. Ja, zdaj jasno, to sta 2 niza komplementarna, ko se spojita ženski del zapisa in moški del zapisa, nastane ta dvojna špirala, ta dvojni zapis, kot dvojna špirala, kot pravijo double helix. No in tukaj v tej špirali se te baze, te adenin, guanin, citozin in timin, to so te 4 baze, ki tvorijo ta zapis življenja. 4 črke, ja. 4 črke, ja. In ste lahko rekel o izjemni količini teh informacij, ker to je pač neka biološka informacija, je zapisana s tem. In tukaj imamo 3 milijarde parov baz. Veste, kaj je to 3 milijarde parov baz? To ste vi lahko povedali primerjavo z neko literaturo, fizično. In v teh 3 milijardah je možnih rekombinacij, torej koliko kombinacij je možnih vseh teh parjen, teh adenin, guanin, citozin, timin, je kombinacij možno, kot pravijo tisti, ki so to računali, nekako toliko, kot je elektronov v naši galaksiji. Torej pomeni, da praktično 2 osebi ne morate biti identični v nobenem primeru. Tako smo zdaj okvirno postavili, kaj sploh bi naj to gen bil. Zanimivo stvar ste povedal, da torej gen ali pa DNK zapis, zanimivo stvar ste povedal, da je 97% tako imenovanega junka, pravzaprav še vedno ne vedo, menda čemu te smeti služijo. Še imajo funkcijo za te smeti, že jasno? Ja, ravno na teh smeteh, na tem junku, temelji ta nov pogled, epigenetski pogled, ki je, kot sem že omenil, pomenil največjo revolucijo v biologiji v zadnjem stoletju. Torej, če je tisti del, ta fiksni del genskega zapisa, ki nekako še podleže centralni genski dogmi, nekako, če delamo primerjavo, neke vrste hardware, imamo potem junk DNK dobesedno neke vrste v primerjavi, zdaj govorim, software evolucije. To je, gledajte, dajmo še eno primerjavo s človeškim svetom. Torej, če imamo na en način v tem hardwareu
nek arhitektonski načrt, ki je dosti statičen, ne? Potem imamo v tem softveru nek inženirski načrt za izvedbo. Najbolj fajn bi lahko primerjali, kako deluje ta izjemno zapletena koda življenja. To je dejansko božje stvarstvo naredilo. Glejte, ta koda deluje s človeškimi očmi kot neke vrste jukebox, ne. Torej, če smo mi tisti, ki pritisnemo na neko tipko, neko kombinacijo, ne, v tem jukeboxu so bile nekoč, to so bile zelo popularne naprave pri nekih lokalih in tako naprej. Ko si pritisnil določeno kombinacijo, recimo A6, si dobil točno določeno izbrano popevko v tem primeru, ne. In zdaj, če mi to prispodobo razvijamo na naravo, potem, če je življenje tisto, ki pritisne na neko tipko, torej da pride nek signal v celico od zunaj, sproži nek mehanizem, torej točno določeno tipka se sproži in se določena kombinacija odigra. To na tem temelji epigenetika, torej epigenetika ne izvira iz jedra celice, ampak se vsa dogajanja dogajajo na membrani. Torej, vsi, bi rekel, signali, ki prihajajo iz okolja celice, naj si bodo to mehanični, kemični, elektromagnetni, kjerkoli signali, aktivirajo določene senzorje na površini in potem ti efektorji potujejo do jedra, kjer se pa določene kombinacije aktivirajo in jasno, to je ta izjemna pestrost in tukaj ta pojem gena nekako izpuhti v neverjetnih kombinacijah, ki jih lahko nek dedni zapis producira in temu se reče pač genska ekspresija in tle življenje rešuje probleme, ki mu jih okolje postavlja v vsakem trenutku nenehno in tako naprej. Tako da vidimo, da imamo en izjemno dinamičen sistem, ki temelji ne na neki okosteneli kodi, na nekem okostenelem zapisu, nekem genskega determinizma, ampak dejansko imamo ravno to, da se ta gen, nekako ta entiteta spremeni v enoto tako funkcije, kot mutacije in tudi kot rekombinacije. Torej vidimo vsaj 3 vloge. Poleg tega pa, če sem vas prav razumel, torej ima več funkcij in ima funkcijo tudi produciranja beljakovin, ne, potem nekih novih beljakovin oziroma izvedbe tega, ne, kako to potem izvedejo oziroma pravijo o teh printerjih. Torej, to je v okviru teh drugih funkcij, ki jih ima genetski zapis, recimo. In potem, to bi rekel, ta koordinacija vsega tega je res nemogoče, da bi jo enostavno razumeli, ampak lahko se samo čudimo. Pravim, je fantastična pestrost. Recimo v človeškem telesu histologi poznajo nekako 220 različnih tipov ali pa funkcionalnih vrst celic. Vseh na prvi pogled so popolnoma različne. Recimo en eritrocit v krvi ima morfološko popolnoma drugo podobo kot nek nevron v možganih ali pa neka hepatocit v jetrih. Torej, ampak vse te celice imajo isti genski zapis. Ampak ekspresija tega zapisa daje te zunanje rešitve, ki podpirajo neko fiziologijo človeškega telesa po celote. Vidimo, da je ta fantastična pestrost, ta fantastična rekombinatorika vgrajena v sistem, in zato je spravno, da človekovi posegi v to simfonijo življenja najvišje kozmične zakonitosti je milo rečeno en idiotizem, kajti posledice so lahko popolnoma nepredvidljive in nenapovedljive, kajti opravka imamo dinamičnim sistemom, ki ga ne moramo nikakor ne pretvoriti v ta mehanicistični pogled, kot ga znanost ponavadi obvladuje. Tu smo že načela malo te nevarnosti genske spremenjenih organizmov oziroma posegov v sam genski zapis in pa funkcije, ki jih genski zapis ima.
Potem, kaj je to gensko inženirstvo oziroma spreminjanje genov, spreminjanje zapisa DNK? Kaj je to potem gensko spremenjen organizem, ki ga dobimo? Ja, glede na to, kar sem malo poprej povedal, torej ta centralna genska dogma predvideva, da je gen ena lastnost. Gen je ena lastnost in hipoteza je bila takale. Torej, dajmo dekodirati genski zapis, tako da bomo našli lokacije določene lastnosti, zdaj bomo rekel banalno, recimo za barvo oči. Recimo za barvo oči je gen od točke A do točke B na tem genskem zapisu. Torej, če vzamemo to sekvenco, ta del genskega zapisa ven in ga prenesemo nekam drugam ali ga pa zamenjamo za neko drugo sekvenco, nekje drugje, da hočemo res zamenjati barve oči, recimo bom hipotetično tako zelo preprosto stvar povedal, potem bomo jasno s tem reprogramirali nek genski zapis, tako da bomo nesli noter neko lastnost, da bomo naredili nek popravek genskega zapisa. Zdaj jasno, to predpostavlja neko tezo, da je gen diskretna enota in da mi lahko s premeščanjem genov tudi med organizmi, ne samo to, ampak tudi med recimo rastlinami raznih vrst ali pa živalmi raznih vrst ali pa tudi celo med rastlinami in živalmi ali pa recimo med bakterijami in živalmi. Torej, da bi lahko prenašali gene iz vseh skupin živih bitij, ne glede na to, ali je to bakterija, rastlina ali žival ali človek, torej, da bi lahko, to je hipoteza pač genskega determinizma, da mi prebijamo bariero vrste. Torej, narava je naredila bariero vrste, vse dobro vemo, mačka pa pes ne morata imeti plodnega potomstva, sploh ne morata imeti potomstva, kaj šele plodnega. Torej, vidimo, to je ta bariera vrste. No in genski inženirnik ima pa ambicijo, da prebije to naravno bariero vrste in da se jasno te lastnosti lahko prenašajo neomejeno z kjerkoli entitete na kjerkoli drugo entiteto življenja. Gre za spreminjanje zapisa in poizkusa, da bi rekel, gremo preko te bariere vrste. Potem takšen organizem je gensko spremenjen organizem. Torej, verjetno je to razlika, če mi spremenimo matične celice ali pa spolne celice, potem to v razvoju se razvije v tisti željeni rezultat. Recimo pri odraslem človeku pa ne moramo verjetno dosegati takšnih rezultatov. Ne, te spremembe recimo, to so razni nivoji, kot so razni nivoji organizacije življenja. Torej, ene tehnologije so uporabne za bakterije, ene so uporabne za rastline, druge za živali. Jasno, pri človeku do teh posegov še ni prišlo, ker so bile vsaj uradno ti posegi prepovedani, tudi z številnimi mednarodnimi konvencijami, ki jih pa zdaj jasno veselo kršimo s tem cepivom, ki prinaša gensko modifikacijo človeka. Torej, jasno, težnja je, da se spreminjajo zarodne celice, torej tiste, ki se potem lahko množijo. Torej, v rastlinah je lahko tudi del tkiv, kajti iz nekega dela rastlinskih tkiv lahko nastane neka nova popolna rastlina. Pri bakterijah je to še lažje, malo bolj zapleteno to pri živalih in človeku. Torej, vidimo, da so te tehnologije različne. Gospod Anton Komat, vsi se srečujemo že nekaj časa z gensko spremenjeno hrano. Recimo gensko spremenjenim sadjem, gensko spremenjenimi živalmi. Evropa temu ni najbolj naklonjena, Amerika pa. Torej, kaj se želi doseči s temi genetskimi spremembami pri recimo človekovi hrani? Kaj bi naj to nam koristilo? Ja, zdaj,
ko sem prej omenil, moramo ločiti postege na rastline, genetske postege na živalih in tako naprej. Torej, sem dolžan pojasniti to, da so bile ambicije recimo pri rastlinah, neke obljube so bile fantastične, kakšne rastline bomo vzgojili, kaj bomo odporne na suše, na visoko temperaturo, na škodljivce in tako naprej. Torej, karkoli se je do zdaj ustvarilo in karkoli se je spustilo v naravo, je vedno povzročilo fenomenalne pa fantastično težke probleme. Torej, recimo v ZDA, ko ste prej omenili, je zdajle na poljih, ker se vzgajajo kulturne rastline, je izjemen problem super plevel. Torej, nastajajo neke popolnoma odporne vrste plevela, kajti ko so vzgojili kulturne rastline, ki so same izločale herbicid, da bi se s tem branile pred plevelom, da bi s tem uničevali plevel, je jasno plevel postal odporen na vse herbicide. In zdaj jasno imajo ameriški farmarji strahoten problem z zatiranjem teh plevelov, ker jih enostavno nobena kemikalija več ne prime. To je en tak primer. Recimo, po drugi strani so v genetiki vzgojili torej te korporacije, vsem službi korporacij, znameniti Monsanto, zelo glasni, so zelo poskušali vzgojiti samomorilsko seme, torej za določene kulturne rastline. Ko je seme dozoreva v plodu, ne bi se izločal določen encim, ki bi kalček ubil. Torej, s tem so hoteli prisiliti kmete, da bi vsako leto kupovali patentirano seme pri jasno korporaciji, ki je to seme skreirala. Torej, s tem bi odrezali možnost reprodukcije semen, da bi kmet sam svoje seme vzgajal, kot je to počel skozi tisočletja v človeški zgodovini. Torej, ta poskus popolne monopolizacije semenskega materiala, ta tehnologija se je imenovala Terminator tehnologija, je bila potem jasno umaknjena zaradi silovitega pritiska v vseh koncih sveta. Torej, vidimo, da so bile zelo nečedne igrice planirane in tudi dorečene z gensko tehnologijo, kar se tiče recimo samo rastlin. Po drugi strani pa hrana, torej ta rastlinska hrana, ki jo pač človek dobi, če je gensko spremenjena, izvira iz gensko spremenjenih rastlin. Jasno, ta hrana je kot tujek, to se v naše telo prepoznava, lahko bi rekel, prispodobi kot neka bitja z drugega planeta, torej kot strup, kot toksin, in temu primerno so tudi reakcije človeškega telesa, torej to, kar je bilo množično v Argentini, množično obolevanja zaradi kemično spremenjenih rastlin, kronično vnetja prebavil, recimo alergije in to je dejansko ruska ruleta, tako s tehnologijo kot z našim zdravjem. Tle je predvsem v igri glifosat. Jaz ga moram na tem mestu poudariti, glifosat je pri nas se ga kar uporablja, tam 85-90 ton na leto. To je eno od teh akterjev, herbicid, ki ga uporablja Monsanto, torej so vzgajali pač kulturne rastline, ki so imele povečano odpornost na glifosat. Jasno, s tem so povečati koncentracije glifosata v okolju, ki bi pač pokončali plevel, ne bi pa škodovali kulturni rastlini. Torej vidimo, da ta meč ima nabrušeni obe strani rezila. Ja, vsi se poznamo to, da je ta boj za semena oziroma mnogi govorijo o tej zaroti, da bi radi Monsanto in podobne ta podjetja naredile kmeta in pa razredno tudi države odvisne, ker ne bi imeli svojih semen. Zato nekateri zdaj delajo te semenske banke. Ampak zanimivo je to, da ste rekel, da je to več ali manj bilo opuščeno. Mi pa v supermarketih, ki se pač tam hranimo, še vedno uživamo sadje brez semen.
brez ali pa zelo majhnimi semeni, ki so pa gensko spremenjena, recimo sadje, zelenjava, drugačna oziroma solato z geni podgane, da bi naj bila bolj mesnata in podobno. Mi pa to hrano uživamo in potem sem pa gledal tudi te neke raziskave, ko so hranili podgane in miši s to hrano, so potem zbolevali, tako kot ste vi prej omenili, za rakom, so imeli bule. Torej, mi pa smo še vedno izpostavljeni tej hrani iz supermarketa, ki je dostikrat, ne vem, katera živila so najbolj gensko spremenjena, to veste vi, ampak mi jih uživamo. Ja, moram reči, da v Evropi tega ni praktično. Torej, humane hrane, ki je bila zelo gensko spremenjena, praktično ni. Razen nekaj izjem, kjer se, torej v sadju, sem prepričan, da vsaj pri nas, ali pa v tem delu Evrope, ker je Slovenija, ne uživamo, ali pa ni ponujeno gensko spremenjeno sadje. To definitivno ni. To, kar opažamo, so verjetno posledice selekcije oziroma vzgoje hibridov, na ta klasičen način. Torej, gensko spremenjena je pa definitivno zanesljivo soja. Torej, zato priporočam vsakemu, ki se hrani ali pa uporablja sojo kot hrano, kot sestavino svoje redne prehrane, da pazi na poreklo te soje. 80-90% soje, ki prihaja na evropski trg, to se je prešvercalo kot gensko spremenjena, glavni vir je pa seveda ZDA, pa tudi Kitajska. Torej vidimo, tle prihaja not, predvsem imamo pa neomejen uvoz, to pa večina ljudi sploh ne ve, živalske krme, ki je pa lahko vsa gensko spremenjena in tukaj je pa velika nevarnost. Bom kar povedal primer, recimo, da se uvaža živalska hrana, ki je gensko spremenjena, recimo oljna repca ali pa kaj od tega. V teh pogačah ali pa v teh pripravkih, ki se pokladajo kot hrana, lahko se prepotujejo tudi določena semena teh gensko spremenjenih rastlin. Da semena ostanejo živa, prepotujejo prebavila in na koncu skozi iztrebke končajo na naših poljih, tako da lahko teoretično dobimo gensko spremenjene rastline tudi skozi živalsko prehrano na naše kmetijske površine, čeprav pri nas uradno še vedno torej pridelava gensko spremenjene hrane rastlin ni dovoljena. Vsekakor pa ste mnenja, da gensko spremenjena hrana ni primerna za zdravje človeka oziroma zdravje nas vseh. Je pa še, poleg tega ste prej omenili, so še potem drugi problemi, ki nastajajo, naprimer Argentina, kaj ste že omenili s temi pleveli. Torej, kakšni problemi še nastajajo poleg samega uživanja genske spremenjene hrane za svet človeka s temi gensko spremenjenimi organizmi, recimo rastlinami in živalmi? Ja, glejte, bili so razni poskusi, kako gensko spreminjati organizme in potem spuščati v naravo. Recimo en tak primer, ki nesreča je obtič v laboratoriju, to je bilo še v tistih časih neke genetske fantazme, ki je bila ta fantazija bolj razvita, da so pač producirali nekatere organizme pa živa bitja, ki so popolnoma neprimerna za izpuste. No in če bi taka stvar lahko ušla z laboratorija, potem imamo lahko velike težave. Pa se konec pogledajte, tisto, kar je nam najbližje v teh histerioznih časih, pa nekih pandemij, so ravno gensko spremenjeni mikroorganizmi, kjer lahko vi z določeno gensko rekombinacijo dobesedno ustvarjate popolnoma nove seme, ki jih ni v naravi, z določeno toksičnostjo ali pa določeno hitrostjo razmnoževanja oziroma kužnostjo. Tako da tukaj imamo pa že takoj opravka z biološko vojno, ki je pač pogojena z gensko tehnologijo. Tako da primer, ki ga je že povedal
Luc Montagnier, to je znameniti francoski mikrobiolog in biokemik in tako naprej, in zdravnik, ki je rekel, da že ko se je pojavil SARS-CoV virus, je tako rekel, da je v osrednjem delu tega genoma, tega zapisa en segment, ki nedvomno izvira iz virusa HIV. No in njegova zadnja pomembna izjava pred smrtjo, ki je zaplula v javnost svetovno, je, da naj se tisti, ki so 3-krat ali večkrat cepljeni s temi cepivi, naj se grejo testirati na virus HIV. Torej vidimo, da ne samo zato, ker jim je odpornost padla na nekih 4 do 5% običajnega statusa imunskega sistema, ampak dejansko tudi lahko izkazujejo pozitivnost na prisotnost virusa HIV. Torej vidimo, kako hitro se lahko začnemo igrati, kako hitro lahko ta igrica z geni postane kot ruska ruleta z geni. In večino teh igric mi niti ne vemo, veste, niti ne vemo, kaj se dogaja v teh tajnih laboratorijih. To je tako, kot da bi človek spal, se prej omenil rusko ruleto in mu pride nek v rokavi drži revolver, ki ima obobnen metek, lahko mu 3-krat, 4-krat sproži, pa se ta metek ne aktivira, ker še ni prišel pod iglo sprožilca. Mi niti ne vemo, da smo bili v smrtni nevarnosti, na srečo se ta metek ni sprožil, torej to je ta ruska ruleta z geni, ki se dogaja iza odrov javnosti. In glede, na tak mikroorganizem lahko hitro pobegne tudi najbolj varovanega laboratorija, kar se verjetno bo lahko slej ko prej tudi zgodi, kolikor ne dosežemo svetovne prepovedi, takojšnje svetovne prepovedi vseh genskih posegov, kajti ta tehnologija je tako tvegana, da je še v laboratoriju lahko nevarna, kajti iz laboratorija lahko pobegne na prostor. Torej, vi ste že načel to temo genskega spreminjanja človeka, ki je pa še posebej etično vprašljiva in že tako ali tako ste rekel, da je to takšno področje, ki premalo vemo o njem in zdaj posegati na to področje genskega spreminjanja človeka oziroma genske tehnologije. Vi ste omenil Luca Montagnieja, mogoče jaz povem to informacijo, ki je tudi Nova24 povedala, ali pa ki je tudi dostopna vsem na internetu, da so sedaj v državi Avstraliji, Queenslandu, so 50 milijonov cepiv umaknili, v državici, ki ima samo 3,6 milijona, avstralski državi 3,6 milijona prebivalcev, 50 milijonov cepiv so umaknili, ker povzročajo to, kar je Luc Montagnier tudi že malo napovedal, oziroma zdaj povzročajo okuženost s HIV-om ali AIDS-om. In pravijo pa, da je to lažno, bi rekel, lažno pokažejo testi okuženost s HIV-om, vendar se človek sprašuje, kaj potem sploh delajo te beljakovine, kako razlagajo, da so neke beljakovine HIV-a tam in da te naj bi lažno prikazale okuženost, ampak kaj sploh počnejo v takšnih cepivih te beljakovine. Jaz sem že prej omenil, da je Luc Montagnier nakazal nam ali pa izjavil določen utemeljen sum, da je osrednji del genskega zapisa tega virusa v bistvu en paket, ki izvira iz virusa HIV. Zato pomeni, da vsi pa vemo, da zaporedje 3-krat, 4-krat inicirati to cepivo v isto osebo pomeni dobesedno sesutje imunskega sistema. Zdaj, jasno, patološki znaki pa simptomi tega sesutja so podobni HIV-u. Torej, da je imunski sistem popolnoma inaktiviran, no je jasno, raziskave, ki so bile narejene po svetu, govorijo, da nekako pade na 5-6% prvotnega kondicije imunskega sistema po nekih 3-4 iniciranih. Torej vidimo, da je ta
patologija za to smer gre. Pri tem se mi poraja eno vprašanje. Naprimer, če mi naredimo genski zapis ali pa recimo zdaj imamo ta cepiva, ki bomo sicer še prišli na to, ampak vseeno nekaj ne razumem. Recimo, če mi z nekim adenovirusom kombiniranjem vstopimo v našo, tako kot so naprimer ta vektorska cepiva, vstopimo v našo celico in potem gre v celično jedro. In tam spremeni genski zapis, da naredi neki mRNA in ta mRNA potem proizvaja te spajke, recimo v tem primeru. Ali to spremeni v vseh celicah, ta genski zapis, ali samo v tej eni celici, v katero vstopi. Kako recimo zdaj, če pač nismo ravno strokovnjaka, ampak to so zanimive stvari. Me zanima, kako vi to razlagate. Ja, najprej moramo povedati to prvotno tezo, ki ne velja, torej, da je proces v celici enosmeren, torej, da se vse začne v te dvojni špirali dezoksiribonukleinske kisline, in ta špirala naj bi se razprla, in s tem se te bazni pari razprejo v linearne nize, in potem jasno se en del tega genskega zapisa, ki se je zdaj odprl, ta del, ki je odprt, se naredi kopija in ta kopija kot neko potujočo sporočilo, zato se imenuje messenger RNA, potuje, zdaj govorijo še vedno o celici, potuje na nize, kot neke, te nize se imenujejo ribosomi in na ribosomih se ne bi proces nadaljeval, kjer se polovijo aminokisline in te se jasno potem zapakirajo v neke proteine. Tako ne bi enosmerno potekala sinteza proteinov po te centralne genske dogmi. Ampak življenje nam govori, in torej znanost, ki se je odkrila, da je tudi reverzen proces možen. Ta reverzen proces obvladajo tako imenovani retrovirusi, ki uporabljajo encim reverzno transkriptazo, kjer se pa lahko tudi proces iz messenger RNA nazaj zapakira v DNA. No in tukaj je tisto, kar sva prej govorila, to je ta zadeva, ki je lahko tvegana pri cepivih, ki so dosti naivna, da ne govorim, da niso zelo često dizajnirana kot neka genetska modifikacija človeka, kajti če ti v celico vbrizgneš, torej če vstopa v celico messenger RNA, jasno, da ta messenger je vbrizgan z neko injekcijo v tkiva človeka, potem jasno, ta messenger vstopa v celice, se adhezira, torej pripoji na te montažne trakove, podobi govorim zdaj še spet, kjer se ne bi sintetizirali proteini. Jasno, če je messenger RNA, ki je v cepivu, če kodira spike protein, bo potem celica na teh ribozomih svojih sintetizirala spike protein. Jasno, in ko je ta funkcija opravljena, se ta protein, ki se je konfiguriral, ga celica izvrže v medcelični prostor. Tukaj se pojavi že prvo veliko tveganje, kajti če vemo, da so te limfociti, ki je ta tip limfocitov, ki jim pravijo, torej te limfociti, ki jim pravijo tudi celice ubijalke, če zaznajo, da neka naša celica, ki je pač ki je bila reprogramirana, da izloča spike protein, te celice ubijalke prepoznajo to našo celico, ki je gensko modificirana, kot tujek in jo ubijajo, jo fagocitirajo ali z nekimi encimi ubijajo. Torej vidimo, da je to direktna pot do avtoimunostnih procesov, ki vodijo v avtoimunostno obolenje. To pomeni, da naši lastni imunski sistem začne ubijati naše gensko spremenjene celice. To je to prvo veliko tveganje. Drugo veliko tveganje je način, jaz sem zgrožen, ko gledam te posnetke, kako inicirajo to cepivo ljudem. Praktično zarijejo iglo in direktno nadaljujejo z izbrizgavanjem, torej ali pa vbrizgavanjem cepiva v tkiva človeka, ne da bi kdo preveril, ali slučajno igla tiči v žili.
Kajti praviloma ne bi bile te injekcije indicirane v muskulaturo. Kajti, glejte, po naravni poti, če gledamo zdaj ta spike protein, po naravni poti spike protein nikakor, če bi res prišlo do okužbe z virusom, predpostavimo, ne, če bi ta virus, ki ima na površini spike protein in tako naprej, ta spike protein po naravni poti ne more priti do krvnega obtoka. Ne? To je problem. Zato je to indiciranje, ki je meni popolnoma noro, da se vbrizgava te snovi kamorkoli, ali v žilo, ali v ručico. Zdaj govorimo o tem primeru, da se vbrizga zaradi malomarnosti v žilo. In potem jasno se poškoduje endotel žil in potem imamo takoj odprto pot, ker spike protein deluje kot hud strup na endotel, se ta endotel pretvarja v sincici, kar povzroča krvne strdke oziroma krvavitve v tkivih. No, vidimo, da kakšen niz neumnosti se počne, zato zdaj, koliko je to namenoma, koliko je res ne bom komentiral, dejstvo je, da se to dogaja in da bi se zaradi tega mogli takoj prekiniti indiciranje takih cepiv. Ampak prej sem pa še nekaj dolžen, ki ste govorili o genetskih posegih na človeka, in se tle imamo pravka z evgeniko. To je obsedenost določenih elit tega sveta z evgeniko traja že vsaj 150 let, če ne več. No in jasno, ker moramo ločiti neko pozitivno pa negativno evgeniko in ravno genski tehnologi so dali strašne obljube, kako bomo mi gensko popravili človeka, ne, torej da bomo v prvi fazi z gensko manipulacijo odstranili vse tiste negativne gene, ki povzročajo genetsko obolenje, torej tako imenovana genetske bolezni ali pa obolenja, ki izvirajo iz genetskih efektov. Temu se reče tako imenovana negativna evgenika, torej odstranitev genskega zapisa, ki je škodljiv. Po drugi strani imamo pa še vse lepo obljube tudi razširjene na tako imenovano pozitivno evgeniko, ne, da bi dodajali določene genske pakete, ki bi pa izboljšale ta status človeka oziroma njegov imidž oziroma ga biološko izpopolnile. Glejte, to isto, ko sem prej rekel, torej, kaj popravljati, ne? Tisto, kar je naravi, je popolno, ne? Zdaj lahko vedno primerjamo, kako narava deluje, kako delujejo ekosistemi živega sveta, ne? Ki delujejo na optimalizaciji vseh funkcij, od osnovne bazične fiziologije celice pa do skupnosti organizmov, torej vse deluje na temelju neke simbioze, nekega sourejenja, neke optimalizacije odnosov. Po drugi strani ima pa človek že v fundamentalni ekonomski sferi težnjo po maksimiranju vsega. Torej vidimo, da gre za temeljni konflikt na osnovni bazi odnosov. Torej, tisto, kar se moramo mi naučiti v naravi, je to, da mi optimaliziramo našo relacijo do življenja tega planeta in do medsebojnih odnosov, ne pa da maksimiramo svoj egoizem, svojo sebičnost, ker vse orientiramo na en profitni motiv. Torej vidimo, da je to, veste, to priseganje na maksimalizacijo zelo tesno povezano z maksimalizacijo jasno profita in s tem jasno izničenjem vseh teh temeljnih zakonov, na osnovi katerih deluje ekosistem planeta. Torej vidimo, da evgenika tudi v sedanjem času je prikrita ali pa skrita lahko za to obsesijo s tem cepljenjem, ne? Ker to je noro, ta obsesija, ta obsedenost s cepljenjem pomeni samo nekaj, ne? Torej dobili so priprta vrata za vstop v človeški organizem, v človeško telo, verjemite mi, s končno ambicijo genskega reprogramiranja, torej, kar se zdaj dogaja, so začetne vaje, cilji so veliko hujši, kakšne cilje imajo, ne vem, to bomo zelo pozorni, na vsak način moramo pa montirati na ta vrata verigo, varnostno verigo in preprečiti, kot sem prej rekel, takoj prepovedati vse igrice z gensko modifikacijo mikroorganizmov, ki ti vodijo direktno v biološko vojno, kot tudi ustaviti vse genetske posege na človeka, čeprav vidimo, da
so te mednarodni sporazumi, kot je Oviedská konvencija, Helsinška deklaracija, sporazum v Nagoji, najstrožje prepovedujejo genetski poseg na človeka, da ne omenjam Nürnberškega kodeksa, ki pa je pa temeljni kodeks, ki ga moramo kar precej obuditi iz zgodovine, pa ga osvežiti v sodobnem času. Torej, tlele igrati se Boga, ne, torej, kot je Nietzsche zapisal, da je znanost Boga ubila, da je Bog mrtev, s tem smo odprli pot tudi eugeniki, ne samo vsem tem vrlinam, narekovaju zgoraj, ne, in spodaj, kajti mene strese mrz, ko vidim, da so te propagirane vrline tega turbokapitalizma so dejansko tisto, kar govorimo, kar opisuje 700 grehov človeka kot neki božji zakon. Vidimo, da imamo tukaj promocijo tistega najbolj podlega, kar je v človeku možnega. To vse v imenu profita delamo in to je treba ustaviti. Torej, ti poizkusi na človeka so zelo nevarni, kako smo rekla, in da tudi mednarodne konvencije ščitijo to manipuliranje, gensko manipuliranje človeka, vendar jih ne moremo zaustaviti, kajti v ozadju so vojske ali pa vojska, predvsem pa kapital, ki obvladuje vse, in oni si pa lahko privoščijo raziskave, ne glede na meddržavne konvencije, tako da tudi slišimo o različnih srhljivih raziskavah oziroma genskih manipulacijah, celo pač križanja in človeka in živali in podobne zadeve, sicer v eni državi, ki je ne bom omenil. Se pravi, to ne moramo mi pravzaprav kontrolirati. Kaj mislite? Pritisk javnosti lahko naredi vse. Namreč te igre so tako nevarne, da tudi lahko pokončajo tistega, ki to ustvarja. Torej, tukaj ni mene razlike med neko vojsko ali pa nekimi tajnimi laboratoriji korporacij. Vse je nujno v imenu preživetja človeštva potrebno postaviti pod najstrožji nadzor. Glejte, če neko transgeno bitje, ki je gensko modificirano, pobegne z laboratorija, ne? Kdo bo to ustavil, kam bodo se skrili tudi te tvorci tega bitja. Ne mora živeti celo življenje v nekih bunkerjih, ne nekih izoliranih enklavah, torej slej ko prej se morajo vrniti na odprto. Torej vidimo, da je ta igra, ne, in s tem upravljam zelo enostavno faustovska pogodba s hudičem. Ne. Če ti prodaš svojo dušo v zameno za moč, bo ta hudič prišel po svoje plačilo slej ko prej. Tudi tistim, ki si hoče ustvariti neomejeno moč na račun tega, da bi pokorili celotno človeštvo. No, če smo pri teh poizkusih spremembe človeka, zdaj imamo te nova cepiva, ki so prvič uporabljena v zgodovini človeka, to novo tehnologijo mRNA. Ali so cepiva, ker imamo dve vrste cepiv, sicer RNA cepiva pa vektorska cepiva, ali so genska manipulacija, genska sprememba ali niso? Ja, vse skupaj se je deklariralo kot cepivo, ne, čeprav cel svet danes ve, da to niso nobena cepiva, ampak da so to v bistvu genska informacija, ki je kot messenger RNA vbrizgana v človekovo telo, da z ambicijo, da je to inštrukcija za sintezo spike proteina, no, in ko bi naše celice začele izločati sintetizirani spike protein, potem bi jasno, ne bi to mobiliziralo naš imunski sistem, ki bi ustvaril proti telesa, proti temu spike proteinu ali pa aktiviral te celice. No, ampak vidimo, da je ta igrca bila najprej predstavljena kot cepivo, na koncu se začeli govoriti kot le so priznali, da gre za neko
za neko gensko operacijo, pa da je to v bistvu genska terapija, čeprav tudi vemo, da to ni genska terapija, ampak je dejansko genska modifikacija. No in če se aktivira encim reverzna transkriptaza, potem smo hitro v reverzni poti, torej se lahko messenger RNA zapis nazaj zapakira v DNA, torej v dedni zapis v jedru celice. Če k tem dodam še ugotovitev neodvisne znanosti, da se ta messenger RNA, ki se izgava kot cepivo, na čuden način, zakaj glih koncentrira v spolnih organih, kjer so zarodne celice, tako ženske kot moške. Torej vidimo, da koncentracija teh messengerja RNA v tkivih, kjer nastajajo rodne celice, oziroma pri ženski so to že formirana jajčica, pri moškem nenehno nastajajo spermiji. Torej vidimo, da je bližina tega, tako veste, kot da se igramo z ognjem ob sodu bencina, odprtem sodu bencina. Torej, to je ta ruska ruleta z geni, kjer nikoli človek ne ve, koliko to namenoma, koliko je to šlo iz kontrole, out of control, kot pravijo zunaj. Vektorska cepiva pa gredo direktno v jedro in potem tam v jedro, torej in v genski zapis, in potem tam tisti genski zapis spremenjeni ustvarja messenger RNA. Tukaj pa messenger, tale sporočilni RNA, že kar dan v to, ne vem, citoplazmo, kako se reče, okolico celičnega jedra. Ampak gre za ta izumitelj mRNA, tega protokola, bi lahko rekli, genetskega, je sam povedal, da je to zelo nevarna igra in da je on zdaj kot neki antivakser, recimo. In tisti, ki ni znanstvenik, je v tem socialnih omrežjih nekako okarakteriziran in tudi blokiran. Torej, vsekakor gre za neko genetsko spreminjanje ali pa veliko nevarnost genetskega spreminjanja, ne? Ja, glejte, kot poskušam ponavljati, ne, torej genski tehnologi so bledlo še imel od ambicije, kako bi dobili dovoljenje, da vstopijo v človeško telo. Nekati bilo je zavarovano z številnimi mednarodnimi konvencijami in zakonodajo. Zdaj so vstopili, ne. Zato je naša naloga kot družbe, kot človeštva, da takoj ustavimo to norost. Vsa ta zgodba, vsa ta plandemična zgodba, vsa ta histerizacija, ki se rolala in še rola po medijih, ne, vse to hipotetično uvajanje neke digitalizacije človeka in človeških odnosov in nekega transhumanizma, vse to je s tesno nitko povezano z posegi v človeški genom. In jasno tudi vse te ambicije o nekem zelenem potnem listu in neki kodi, o nekem kodiranju človeka. Veste, zelo blizu sem paleogenike in genetski kodi in genetskemu spreminjanju človeka in nekih sev takih in drugačnih ljudi, vidimo, v katero smer se gibljemo. In če bomo zadostno, močno in glasno rekli, dovolj je, dosti je, potem lahko človeštvo ustavi to norost. Ne bo dana prispodoba z nekim drevesom, kot drevo, kot neka naravna veličastna entiteta, in če je človeštvo to drevo, in če na tem drevesu nekje poganja suha veja, drevo to suho vejo odvrže. Torej ne more suha veja odvršiti drevesa ali pa ga spremeniti, lahko ga uniči. Na ta način, kot se danes dogaja. Torej, če smatramo, če obravnavamo vso to kasto milijarderskih psihopatov, kot to suho vejo človeštva, potem moramo mi, kot to drevo, ki smo to drevo človeštva, to suho vejo odvršiti.
se je znebiti v imenu preživetja. Dejansko se vprašamo, kdo lahko pravzaprav zagotavlja, kaj je v teh in v drugih cepivih. Za te cepiva smo videli, da je Queensland država zdaj umaknila 50 milijonov cepiv, ker bi noter bili, ne vem, HIV beljakovine, ne vem, kako ima to, lahko to beljakovino noter. Se pravi, kdo pravzaprav to sploh kontrolira? Če lahko nekaj takega v enem cepivu, glede na vse te posege in je lahko noter 100 messengerjev RNA, ne samo eden, ali pa 1000. Ali pa 100 000, ki potem lahko delajo v našem telesu različne spremembe in nihče pa ne kontrolira tega, ker ne na nacionalni ravni, ne na mednarodni ravni, razen proizvajalci cepiv kontrolirajo vsebino samo in celo je prepovedano tam vedeti, kaj je še noter. Torej zdaj je prišlo ven nekaj v zvezi s tem v samem cepivu, ne samo v tistem delnem zapisu virusa, kajti celotnega virusa tako nimamo. Zdaj se imunski sistem se naredi samo za tisti kos virusa, špičastega, tega bodičastega, te beljakovine, celotnega virusa tako ni. In tu tudi se potem nekaj lahko daje noter v ta cepiva, ko nihče ne kontrolira, niti ne ve, kaj je v tem. Kje je tu kontrola? Ja, glede, še Kohov postulat ni izpolnjen. Kohov postulat ima tih 5 točk, ki se predpisuje procedura, kako mi dokažemo nek patogen skozi Kohov postulat in za ta SARS-CoV Kohov postulat ni bil izpolnjen. Tudi to je prva stvar. Druga stvar, celotna sekvenca sploh ni znana. Virus ni sekvencioniran. Torej, kot da ga ni. Uradno tega virusa ni. Ne odgovarja Kohovemu postulatu in njegova sekvenca ni znana. Tisto, kar je Montagnier rekel, da je v srednjem delu zelo verjetno en del kode od virusa HIV. To je ena stvar. Druga stvar. Nenehno nam trobijo, zaupajte znanosti. Čakajte malo. Kako ne zaupamo znanosti, ki ne zaupa svojim lastnim izdelkom? Kajti, če je sestava cepiv poslovna skrivnost korporacije in če more vsak, ki prejme to dozo, podpisati prostovoljni pristanek in če korporacija ne odgovarja za nobene posledice, kam smo padli? Človeštvo dela nore poteze in ljudje pristajamo na to norost. Torej, pristajamo, da nam na lastno odgovornost vbrizgavajo poslovno skrivnost, za katero ne smemo vedeti, kaj je noter, in obenem ne prevzemajo oni nobene kazenske, niti moralne, niti materialne odgovornosti za posledice. Zakaj smo to dopustili? To je temeljno vprašanje. Torej, jasno, da posledice teh cepljenj bodo šele sledile. Tudi če danes ustavimo cepljenje, bomo imeli ogromno opravka in težkih posledic zaradi uničenega imunskega sistema vseh teh ljudi, več različnih stopenj, teh ljudi, ki so prejeli doze tega cepiva. Torej, vidno, že tle bo en strahoten zdravstveni problem, da ne govorim o 1000 in 100 000 umrlih, ki so posledica tega cepljenja, kar je itak zločin proti človeštvu. Bill Gates pravi, da je načrt dejansko, da vsak človek, najmanj vsi ljudje na tem svetu enkrat, večkrat so cepljeni, to je seveda načrt. Rad bi pa povedal eno zanimivo stvar že iz leta, mislim, 2012, ko sem zasledil, da je DARPA in pa Pentagon so odkrili gen za vernost. To je posebej za nas zanimivo in sicer za vernost, s katerim potem te verske fanatike na Bližnjem vzhodu bi lahko z cepivom spremenili v nevernike.
kako so oni to ugotovili in potem so prišli celo te Pentagonu oziroma to razlagati, ti strokovnjaki in seveda verjetno so prišli prodajati tisto gensko manipulacijo, ki bi naj na Bližnjem vzhodu tem fanatikom v okviru neke epidemije vbrizgali zopet z injekcijo. Se pravi, te možnosti, te manipulacije so neskončne. Potem, če enkrat imamo to orodje, kot je igla, kot injekcija in vdor v človeka, kot ste vi omenili, in tu je potem možno v tisto doze dati noter, kar hočeš. Glejte, jaz zelo spoštujem enega čudovitega avtorja, ki ga verjetno tudi številni poslušalci in poslušalke poznajo, to je Clive Staples Lewis. On je že leta 1974 objavil čudovito knjigo Odprava človeka, ki jo imamo tudi v slovenskem prevodu, hvala Bogu. No in leta 1974 ta mož čudovito opisuje sedanje stanje. Pravi, prišel bo dan, ko bo zloraba tehnologije dosegla tako stopnjo, da bo z evgeničnimi posegi v genom človeka prišlo do končne manipulacije neke peščice perverznežev na globalni ravni in na drugi strani neke množice manipuliranih sužnjev. Torej, Lewis je to po intuiciji čutil že leta 1974, ko ta knjiga je šla. Vredno branja in on govori o odpravi človeka. Gre za človeka z veliko začetnico, torej človeka, ki je nosilec humanizacije, človečnosti, ki je nosilec duše sveta, ki je nosilec tega, kar dela človeka, kot sem rekel, z veliko začetnico, torej vseh teh čudovitih umetnin, stvaritev duha človeškega, vsega tega sobivanja, sodelovanja in tisto, kar človeštvo zmore. Če bomo pa dopustili, da te zveri v človeški podobi manipulirajo, potem bomo jasno, mene je zdaj pa šla na misel en stavek, ki ga je Shakespeare napisal v svoji drami Vihar. Malce grozljiva je, ampak mislim, da dobro opisuje sedanji čas. Pravi, pekel je prazen, kajti vsi hudiči so na tem svetu. To je prispodoba tega, da imamo psihopate, ki imajo moten in razum in ki mislijo, da s svojimi milijardami lahko preurejajo svet po svoji podobi. In jasno, ta najmočnejše orodje in orožje, predvsem orožje, je v tem primeru genska tehnologija. In to, da imajo te osebki, neke mesijanske popadke, da se bodo igrali Boga, da bodo preustvarjali ali pa preurejali svet po svojih zamislih. Mislim, da je to treba v imenu človeka, človečnosti ustaviti. Torej, omenila sva sedaj te nevarnosti, možnosti te manipulacije, ki nedvomno so. Vemo tudi za dve prejšnji pandemiji, se pravi ptičjo pa svinjsko gripo. Ampak poglejmo pa še te pozitivne lastnosti, kajti mnogi zdravniki so navdušeni nad možnostjo, ki se nam odpira zdaj z genskimi spremembami, tako kot ste omenili, da ne bo več raka, da bomo tega našega fantka Krisa smo ozdravili z gensko neko terapijo. Torej, dajmo pogledati še malo svetlo stran, kako je pa z tem, rekel, pozitivno uporabo genskega inženiringa, kažejo neke rezultate, torej kako je pa, upajmo, sanjajmo, če so nam sanje dovoljene, torej kaj se pa lahko dobrega zgodi z to genskim inženiringom človeka. Ja, najprej bi rekel tole, da človek se je ranil še z vsakim orodjem, ki ga je skoval. Najprej se je ranil, šele potem ga je koristno uporabil. Vse poznamo razvoj, recimo
nadzvočnega letala, najprej so bili to bombniki, šele potem potniška letala. Poznamo razvoj jedrske tehnologije, najprej je bila atomska bomba, šele potem je bil jedrski reaktor. In tle smo spet pri medicini na istem. Najprej je zloraba, kot se zdaj dogaja, in upam, da bo kasneje iz tega nastala neka koristna raba. Težko je zdaj napovedati, v kateri smeri. Če bomo preživeli, če bomo uspeli preživeti zlorabo, potem se lahko nadejamo neke rabe, neke koristne rabe za dobrobit človeka. Bodimo optimisti, vsaj zmerni optimisti, tako da upam, da se bo našla rešitev. Do takrat pa mislim, da je najboljše, da genska tehnologija kar obtiči v laboratoriju, kamor tudi spada. Dr. Anton Komat, to je bilo vaše izlaganje tega problematike in nevarnosti genskega inženiringa. Hvala vam za bogate misli iz vaših zbranih informacij, vašega truda in upam, da sva obogatila vse gledalce in se vam seveda lepo zahvaljujem za vaš obisk. Najlepša hvala za to, da ste me povabili in da sem imel čas se pogovarjati z vami. Hvala lepa. Torej, spoštovani, področje našega skupnega življenja, ki nam lahko omogoča lepo, srečno življenje, omogoča pa tudi nevarnosti oziroma manipulacije. Seveda je vedno na nas, katero stran bomo izbrali. Ali izberemo življenje, ali izberemo smrt, ali izberemo na vse zadnje to modrost in etiko in ali izberemo norost in bi lahko rekel zlo. Vsem želim dobro in hvala vam za vašo pozornost.